Zakaj strateška skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti na Gospodarski zbornici Slovenije? Dva razloga sta za to. Prva je, da je v Sloveniji stigma do tujega lastništva zelo močna, negativna, vendar neupravičena, kajti vse raziskave potrjujejo, da so podjetja v tuji lasti v tem trenutku uspešnejša in da so tudi krizo prebrodila uspešneje in da v povprečju izplačujejo tudi višje plače kot recimo podjetja v domači lasti. In drugi razlog je ta, da bi radi skupaj v Sloveniji naredili okolje, ki bo bolj konkurenčno, bolj transparentno, da bomo bolj učinkoviti in mnenja menedžerjev iz uglednih tujih podjetij lahko močno prispevajo k temu, da bomo uspeli Slovenijo prepričati, da je lahko uspešna, le če bo podjetniško zanimiva. Kakšni so po vašem mnenju ključni ukrepi, ki bi jih morala sprejeti vlada, da bi Slovenija izboljšala poslovno okolje in privabila še več tujih investitorjev? Mislim, da je bilo okrog tega že veliko povedanega, tako da najbrž ne bom povedal nič novega, če so ti ukrepi predvsem v smeri znižanja stroškov dela, k uvedbi stabilnejšega in predvidljivejšega poslovnega okolja, kar pomeni seveda manj birokratizacije, enostavnejše postopke pri pridobivanju različnih dovoljenj, soglasij, pri recimo umeščanju novih proizvodnih kapacitet v prostor in tako naprej. Predvsem pa se mi zdi ključno, da vlada jasno komunicira, kaj namerava storiti in potem to tudi stori. Se vam zdi, da Slovenija potrebuje še več tujih investitorjev? Prav gotovo. Vse analize kažejo, da je delež tujih investicij v Sloveniji med najnižjimi, ne samo v evropskem merilu, ampak tudi širše. Po drugi strani pa seveda tudi vse analize kažejo, da so tuje družbe praviloma uspešnejše, kot so v tem trenutku družbe v domačem lastništvu. One of the major key or criteria that we need to focus on our young generation and let them sustain here in Slovenia and get more knowledge to be one of the best knowledgeable nation in Europe. And I think we have a lot of experienced people here, and we need to focus on to train them more and to that they can learn and get more experience from other countries as well. And also we need also to think how we can attract in other countries, not only in Europe but in other countries around the world, how they can come and invest in Slovenia. And I think we have the gateway to Europe. Tuje investicije so se pokazale kot faktor, ki je izjemno pozitivno vplival v času krize na slovensko gospodarstvo in zaradi tega je seveda smiselno, da imamo v Sloveniji čim večji delež podjetij, ki so v tuji lasti, kajti ta podjetja so vključena v neke mednarodne mreže, ki so bistveno bolj odporne na takšne šoke, kot smo jih doživeli v času te krize. Kajti ta podjetja imajo zaradi te mreže, v katero so vključene, potem dostop do tujih trgov, hkrati imajo tudi dostop do financ, do notranjih financ v samih podjetjih, kjer lahko generirajo investicije. In zaradi tega seveda se pokaže, da so tuje podjetja načeloma bolj učinkovita.